Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Ponedeljkovo jutro na valovih Radia Sora poslušate in danes bomo klepetavi v družbi Monike Avsenik, učiteljice razrednega pouka, fotografinje, ljubiteljice narave in pevke, ki se odlično znajde v vseh glasbenih zvrsteh. Že skoraj desetletje prepeva z vokalnim orkestrom Perpetuum Jazzile, kot spremljevalna pevka sodeluje z Janom Plestenjakom in Gregorjem Ravnikom, z očetom Gregorjem in bratom Sašem Avsenikom nadaljuje bogato tradicijo Avsenikove glasbe, vedno bolj suvereno pa s pop glasbo stopa tudi na samostojno glasbeno pot. Več o vsem naštetem pa nam bo v nadaljevanju povedala kar sama. Monika Avsenik, dobrodošla v naši družbi, kako si? Lepo pozdravljeni, hvala, zelo prijetno. Dobro se počutim v vaši družbi, ker smo že malo poklepetali in vidim, da je tukaj sama fajna energija. Ja, se trudimo držati dobro, pozitivno energijo tudi ob ponedeljkovih jutrih. Kako si ti sicer s ponedeljki, jutri in seveda obveznostmi, ki jih ta prinašajo? Mogoče je res ponedeljek tisti dan v tednu, ki mi je najmanj ljub, to pa ravno zaradi tega, ker je konc vikenda, ker se začne nov teden z obveznostimi, ki me čakajo. Tako da ponedeljkov sploh pa jutr ne maram, ker sem bolj nočni tip. Glasbeniki ste tisti, ki ponavadi delate v kasnejših, bolj nočnih urah in če začneva kar samo glasbo, ta ti je bila položena v zibelko, hočeš, nočeš, kako pa sama gledaš na njo, glede na to, da te spremlja od malih nog praktično na vsakem koraku? Absolutno me je res močno zaznamovala mene in moje življenje. Včasih se je težko zares zavedati, kakšna glasbena zapuščina je tukaj vzadi za tem primkom, ki ga nosim sabo. Mislim, da se večina Slovencev zaveda, koliko je v bistvu moj ata naredil za to glasbo. Tako da lahko rečem, da me obdaja nek ponos ob temu, hkrati pa tudi veliko spoštovanje do vsega, kar sta ustvarila, se pravi moj dedek, njegov brat in pa seveda celoten ansambl bratov Avsenik. Kako pa je bilo odraščati ob svetovno prepoznavnem dedku in njegovem bratu, ne nazadnje tudi svetovno prepoznavnem očetu, ki so pustili pečat v glasbenem svetu? Mislim, da si marsikdo drugače predstavlja to odraščanje ob takih osebah. Zakaj? In ata in oče oba sta ostala do konca zelo skromna, zelo preprosta, kar se mi zdi, da je najbolj pripomoglo k temu, da se nismo zavedali veličine sploh od ata, kakšno veličino v bistvu je nosil seboj, ker je bil tako nekako človeški. Ni se nikoli nosil, da bi bil zdaj nekaj vzvišen ali pa kaj več, ali pa da bi imel nek, prezir do kogarkoli drugega. Vedno je bil tako spoštljiv in mislim, da je res to tudi na nas vse predal naprej. Kot tudi moja starša, to neko spoštovanje, ne glede na to, koliko zaslužiš, kaj počneš, kaj si po poklicu, da vsakega spoštuješ in to načelo poskušam tudi v svojem razredu na moje učence naprej nekako prenesti. Se pravi, ne glede na to, je to čistilka, je kuharca, ravnateljca, knjižničarka, da si res do vsakega spoštljiv in prijazanja. Kako pa so potekali dnevi o vaši družini? Sama izhajaš iz zelo velike družine, tudi sicer si precej časa preživljala z brati, sestrami, pa tudi pri dedku in babici. Veliko smo si nagajali, dolg čas nam ni bilo, sploh te dva pola sta bila kar dosti močna, punce pa fantje. Mi dve sestro smo bile seveda za barbike v času otroštva, fantom je bilo pa to zanimivo, ker so pač lahko kakšni barbiki malo frizuro postrigali, kakšna roka včasih kdaj zmanjkala, pa oblekca pa tako. Tako da je bila taka živa v bistvu neka energija med nami. Seveda so bile mi dve malo bolj take, bom rekla, špeckahli, sva hitro pa zašpecali, tako da je bilo pestro, veliko se je dogajalo. Z dedkom pa z babico smo imeli pa v bistvu predvsem te praznične dneve, take res družinske, praznovanja, kot je Božič, Velika noč, rojstni dnevi, pa poletne počitnice in zimske počitnice, Tako da takrat smo se najpogosteje srečali, dobili in podružili. Omenila ste, da ste bili kot otroci precej živahni, precej nagajivi, a je Sašo še vedno jezen, kadar ga zašpecaš, da je bil morda on tak ta najbolj navihan? Po enem intervjuju mi je to res omenil in rekel, kaj pa to govoriš, ampak sem rekla, lej, tako je takrat bilo, tako sem jaz to pač občutila, tako da moram očitno to začeti malo tako selekcionirano razlagati okrog. No ja, pa vendarle, ti otroški spomini so, lahko rečeva, zlata vredni. Kaj morda iz svojega otroštva pa si boš zapomnila po tisti glasbeni plati? Ne samo, da ste špičili lumparije, verjetno ste tudi ustvarjali, igrali na inštrumente, tudi skupaj prepevali. En tak spomin se mi zdaj res utrnil ob tem vprašanju. Namreč, ko sem bila v 4. razredu, smo pripravili eno družinsko točko. Se pravi, ob zaključku šolskega leta smo priredili cela družina 2 pesmi in smo jih zaigrali.
ob zaključni proslavi. Jaz sem pela, oče je igral kitaro, Sašo je igral na bobne, najmlajši bratec Primož je igral perkusije, se pravi ta razna tolkala, sestra mami sta bili na klavirju in brat Aleš na saksofonu. Tako da smo naredili 2 avtorski pesmi, ena je delno moja, pri obeh pa je oče v bistvu tisto glavno. Se pravi, ena je izključno očetova, eno sva pa skupaj nekako združila, jaz pa oče. Tako da je bil res tak lep spomin, ko pomislim za nazaj, da je bila dejansko cela družina, da smo se dobili zvečer in šli vaditi. Točno se spomnim res teh trenutkov, ko smo se v kleti zbrali v neki sobici prijateljev v studiu in smo preigravali in vadali, in to je mogoče res en tak poseben spomin, ki upam, da mi bo ostal še dolgo, dolgo živ. In ki se dan današnji precej težje ponovi, ne? Glede Absolutno. na to, da ste zdaj Res odrasli, pa vsak na svojem koncu. Res je, ja, sploh, ker glasbeno res v bistvu nismo vsi tako aktivni, oziroma sva samo jaz pa brat, a ne od otrok, pa oče seveda še vedno tudi aktiven glasbeno, ostali pa niso šli potem glasbeno smer, se pravi, najmlajši bratec Primož je v gostinstvu, je šef strežbe, sestre v arhitekturi, v notranjem dizajnu in pa Aleš je pa šef naše gostilne, tako da jih ni glasba toliko naprej klicala in ja, bi bilo verjetno zelo težko izvedljivo kaj takega ponoviti. Ampak, ko pa združite moči, ne, pa se včasih vendarle še zgodi, da je vseh 5 otrok doma, pa pod isto streho pravzaprav dela kakšen zanimiv glasbeni večer, kjer vsak poskrbi za svoje področje. Ja, mogoče res glasbenih večerov, da ni več toliko. No, recimo za Eurovizijo takrat se radi zberemo, to imamo nek tak običaj. Je pa tukaj že, pravim, brat tisti, recimo, ki mu glasba ne pomeni toliko in potem tak večer skoraj preskoči, no. Tako da poiščemo mogoče kakšne druge trenutke, predvsem rojstni dnevi, pa tako sem rekla, prazniki so tisti potem, ki nas povežejo vse pod isto streho. Tudi recimo v gostilni, tam se zberete, pa naredite kaj skupnega za goste, recimo za obiskovalce? Nikoli. Ne, za goste nikoli nismo kaj takega priredili, pa mislim, da se tudi to ne bo zgodilo, kaj pa vem, če je možno. No, bomo pustili tole prihodnosti, midve si bova zdajle privoščili nekaj glasbe, katera je tista, ki ti morda prva pade na pamet za začetek tega najinega klepeta, za eno tako prvo pauzo. Zdaj, mogoče, ko sva že o ponedeljku govorili, pa recimo sem z glavo še mečkam pri nedelji, bi mogoče začela kar pri moji novi pesmi Nedelja. Dan za dnem znova vse se ponavlja, vedno se mi mudi, čaka delo me ura priganja in čakaš me ti. Iz police, lahko pa gledaš TV in k sosedu greš lahko po novice, samo pusti me, saj 7. dan je. Čas si bom vzela. Tvojo srajco se danes oblečem, lase kar mokre pustim, ti vse lahko preslišiš, kar rečem, samo pusti me, saj 7. dan je. Nedelja
Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Monika Avsenik je danes z nami. Ja, zagotovo priimek prepoznate, morda pa ne veste, da je Monika učiteljica, tudi fotografinja in več kot odlična pevka, ki se zdajle podpisuje tudi pod čisto svežo. Nedelja nosi naslov, pravkar smo jo slišali tudi na naših valovih. In če smo že pri nedelji, bova zdaj obujali spomine na nedelje. Kako ljube, kako blizu so te, tako kot poješ v pesmi, res proste in rezervirane zate ali ni vedno čisto tako? Jo, ravno včerajšnja nedelja je bila čist nasprotje temu, kar vidimo v videospotu. Namreč imeli smo produkcijske vaje s pripetom Jazzile in sem bila od jutra do večera od doma in polno zaposlena, potem sem šla še snemati neke vokale naprej in zvečer so me še čakali zvezki za pregledati, tako da ni bilo niti 1% tiste sproščenosti, ki bi si jo želela ob nedeljah, ampak nič hudega, tudi take nedelje še pridajo. Ponovadi je res nedelja tista, ko se malenkost ustavi v ta tedenski vrvež pri meni, tako da zaenkrat, glede na to, kaj se me čaka v bližnji prihodnosti, te nedelje še malo čakajo, no, te malo bolj sproščene, se pa veselim, če bojo kar malo potrkale na vrata, ker jih že kar rabim. Ja, verjamem, da, ampak ker tudi delovne nedelje povezuje glasba, je morda zato malce lažje. Zdaj na začetku pravzaprav se nisi najbolj videla v glasbenih vodah. V srednji šoli te je bolj zanimala fotografija, pa tudi potem si se odločila za pedagoški poklic. A je res, da se je pri detku v kleti zgodil tisti usodni klik, ko si pa rekla, evo, glasba, zakaj pa konec koncev ne? V bistvu je tako, da je bila res glasba od nekdaj tista najljubša stvar pri meni. Ampak vedno je bilo treba razmišljati tudi malo, kaj pa zdaj poklica, ne? S čim se preživljati. Vsem se želiš usposobiti za nekaj, kar ti bo dal neko stabilnost v življenju in meni se kot otroku zdelo, da pač to z glasbo ne bom dosegla, ker nisem si nikoli predstavljala, da bi bila v nekem ansamblu, pa tako kot Sašo bila v tujini predolg časa. Nekako se v tem nisem zares našla. Druga smer, da bi imela pa svoj band, se mi pa tudi ni zdela realna. Nisem mi zdela, da bom dejansko kdaj tako uspešna, da bi se lahko izključno s tem ukvarjala. Zato sem šla dejansko tudi malo z racijom, bom rekla, no, z nekim razmišljanjem, kaj še lahko drugega počnem v življenju. In fotografija me je res zelo kmalu navdušila. Tako da fotografija je bila v bistvu tista stvar, ki sem jo želela raziskati bolj podrobno, zato sem se tudi upisala potem v srednjo šolo. In ni mi žal, ker smo res ustvarjali zelo lepe spomine, ogromno lepih fotografij, veliko sem se naučila. In tudi danes v glasbenem življenju mi to znanje še pride prav, sploh za kakšna snemanja za videospote. Tako da to je bila ena tako lepo obdobje bilo mojega življenja. Je pa res, da po srednji šoli sem imela pa spet dilemo. Sem rekla, dobro, tudi fotografija ni tak poklic, v katerem bi se videla kot profesionalna fotografinja. In sem rekla, dobro, spet bo treba nekaj novega najdati. In zanimivo, da so mi tudi v osnovni šoli, ko narediš nek test, kaj bi bilo tvoje področje, mi je kazal na neko pedagoško smer, na vzgojiteljsko, ampak takrat za srednjo šolo me to ni prepričal. Potem sem se pa res najdla, se pravi na pedagoški fakulteti. Zelo mi je bil všeč program, sama ta ideja mi je bila všeč, da bi učila otroke. Tako da ja, mi je bila ta smer, se mi je zdela prava zame. Ampak glasba je bila pa vedno tako močna zraven, da nikoli nisem samo zaprla nekih vrat, ampak sem vedno poskušala čim več projektov, čim več glasbe ustvarjati poleg vseh stvari zraven. Ja, in mogoče res ta prelomen trenutek, nek so preomenili, se pravi v kleti od detka sem imela pol situacijo, sem rekla, dobro, zdaj pa če zbiram med dvema hobijema, med fotografijo pa med glasbo, sem rekla, v enega si želim biti bolj profesionalno, za vse ne bo čas. In sem šla res enega večera pač v kleti nekaj iska dol in je bil šivalni stroj in je pisal gor Singer. In jaz tako, aha, evo, to je pa nek znak, to je moja pot, mislim, se to se zdaj malo smešno slišno, ampak res sem bila tako v precepu, kaj ne naredim in sem rekla, dej, drzen si, upaj si, to je od tebi, to te najbolj veseli. Zvečer, če sem raziskovala pevke, posnetke na YouTubeu in mi je bil to nek znak, ker sem rekla, tega se nikoli ne bi želela nehati učiti, se pravi, želim nekaj delati na sebi v tej smeri, tako da ja, glasba me res spremlja od mehkega in mislim, da me bo do konca življenja, no, ne glede na karkoli. In danes si lahko rečemo prava glasbena kameleonka. Od narodno-zabavne glasbe do popa, do praktično zborovske glasbe, vsega, kar se lotiš, ti pravzaprav gre več kot odlično od glasu. Kaj ti pravzaprav daje to glasbeno raziskovanje, ta različna popotovanja v različne svetove? Najprej najlepša hvala. Moje glavno vodilo je to, da pojem glasbo, ki mi je všeč. In zdaj se nočem opredeliti, a je to narodno zabavna, a je to pop, a je to popevka. Recimo slovenska popevka mi je zelo, zelo pri srcu in čim imam neko priložnost za popevko, pojem, sem takoj za. In se ne obremenjujem s tem, ali ljudje mene slišijo samo v narodno zabavni ali ne. Nekako je to, si rečem, njihov problem, če me ne sprejmejo v drugi zvrsti.
ker mislim, da mora vsak početi res tisto, kar njega veseli, tisto, kar njega polni in mislim, da na ta način tudi izpade stvar, ki jo počneš iskrena. Se pravi, da te ljudje hitreje začutijo, ne da se pretvarjaš, pa uživljaš v nekaj, kje da bi delal nekaj zaradi samo denarja. Tako da ja, v prvi vrsti moraš imeti to rad. In jaz imam glasbo nasploh rada in vse te zvrsti, ki sva zdaj našteli, so mi pač blizu, tako da vsak projekt z veseljem spremem, če mi je le všeč to, kar sporoča in to, kar se sliši. Tisti, ki ti je bil na začetku najbližje, je verjetno narodno zabavna glasba. Prepevala si jo doma, prepevala si jo tudi z dedkom. Se morda spomniš, katero si pa z dedkom najraje prepevala ali pa morda največkrat? No, zdaj bom pa povedala zanimivost, da z dedkom nisem nikoli pela, niti me dedek ni nikoli slišal. Tako je bilo, da sem bila jaz v osnovni šoli precej sramežljiva, tako da pred družino skoraj nikoli nisem nič pela zares. In tudi narodno zabavna glasba ni bila moja prva izbira, ampak je bil dejansko pop. Ameriška glasba me je v srednjih oziroma v otroških letih zelo navduševala, največ sem tega poslušala. V bistvu je bilo tako, da je bila narodna zabavna glasba pri meni prisotna samo preko nekih dogodkov, koncertov, veselic. Nikoli pa nisem imela recimo CD-ja ali pa neke, ne vem, kasete, da bi si vrtela narodno zabavno glasbo. Mogoče zato, ker je pač že bila prisotna in je nisem toliko raziskovala, kot jo recimo spet brat Sašo. Tako da ja, mene je vlekla že od takrat v druge zvrsti, potem je bilo pa tako, da je leta 2015 bil pri nas v gostilni oziroma v Begunjah festival Avsenik in seveda kot otrok sem spremljala te naše narodno-zabavne dogodke, pa me je zanimala, ampak nikoli nisem razmišljala, da bi dejansko nastopala tudi v tej zvrsti. No, na kar me je oče malenkost izzval in je rekel, ker je vedel, da se rada pojem, da imam posluh in tako, in je rekel, kaj pa če bi ti tudi nastopala na tem festivalu. Naša si, domač človek si, glasbo imaš res, a ne, povsod, pač in v krvi in v srcu. Tako da je res v bistvu on bil tisti, ki me je malo spodbudil, da dejansko razmislim, da bi sploh nastopala tam zraven in je bilo tako se dejansko vse poklopilo, da je tistega leta tudi dedek se poslovil, se pravi 2015, tako da sem imela vsem tiho željo, da me še sliši, sem rekla, evo super priložnost bo, da me sliši pet njegovo glasbo in to mi je bila ena želja oziroma neko upanje sem imela, no, da bo to še dočakal, pa ga ni tega dogodka, ker je en mesec prej žal umrl. Ampak mi je pa potem to ostalo v spominu, no, za sam festival, ki sem ga imela v mislih, takrat, ko sem imela najhujšo tremo, sem se res nekako umirila in si rekla, da je z mano, da je ob meni in da bo vse v redu, no, tako da mi je dal neko drugačno podporo in moč, da bo vse v redu. In je bilo in potem si naredila tudi nekaj korakov v svet narodno-zabavne glasbe, sodeluješ z očetom, sodeluješ z bratom. Kako pa je sodelovati? Kdo je lažji za, če rečem po domače, shendlet, s kom imaš več teh konstruktivnih debat? V bistvu res takrat se je potem začelo to sodelovanje mene, Sašota, brata, se pravi očeta Gregorja in pa ansambla od Sašota. V bistvu je glavna oseba spet tlele moj oče. On je napisal komad Morda pa nekoč in takrat smo tudi nekaj prvič posneli skupaj in z avtorsko pesmijo smo šli potem tudi lažje na turnejo, sem jo povabil kot gostjo, tako da vsa ta usklajevanja so bila bolj Sašotom, medtem ko neka ustvarjalna ta nota in ta proces je bil pa absolutno z očetom, ker je potem tudi pod te pesmi še par pesmi zame napisal, še Na pragu domačije, Zaljubljena dekleta, Čaroben svet, priredili smo pesem Nesi me nesi, tako da tukaj so bila midva bolj, bom rekla, v neki navezi glede ustvarjanja, glede snemanja in nastopanja tudi konec koncev, ker so bila vedno kot malo v paketu, kot gosta recimo, no, v svojem programu. Kako pa je bilo potem na samih turnejah z Avsenikovo glasbo, verjetno eno tako posebno doživetje? Absolutno, v bistvu mi res ostanejo v spominu vsi te lepi koncerti, fajna družba, tako da smo ustvarjali res lepe spomine, lepe koncerte, dvorane so bile izjemne, publika, Avstrija, to je res drug svet, no, tako da absolutno mi je prinesel največ nekih odrskih izkušenj, da v bistvu nimam več toliko treme pred večjo maso ljudi, no. In katera Avsenikova iz dedkove in očetove zapuščine, pa ne nazadnje tudi bratove, tebi najlepše zveni? Mogoče mi je, če bi mogla takole izbrati Sanjam v domovini, ena tistih pesmi, ki me veže na ta moj začetek v narodno-zabavno glasbo, v raziskovanje dedkove glasbe, tako da ta je bila tista moja prva popotnica na oder narodno-zabavne. Morda si jo lahko privoščiva tudi o nadaljevanju, potem pa rečeva še kakšno o tvojih pop vodah, melodijah morja in sonca, tudi Janu Plestenjaku in ženskah o zabavni glasbi.
Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Monika Avsenik ostaja z nami in odpira vrata v svoj ustvarjalni svet. Zdaj glasba te je zaznamovala tako ali drugače z družino in ne nazadnje tudi potem s tvojim raziskovanjem. Whitney Houston je bila nekoč tvoja vzornica. Kako blizu pa ti je danes? Še vedno jo res, če rabim kakšen tak vzor poiskati oziroma interpretacijo, kako z lahkoto nekdo nekaj zapoje, mi je bila Whitney Houston res vedno v nek vzor. Prav zaradi te neke čudnosti, ki jo z glasom uspe nekako doseči. Tako da ja, še vedno jo zelo, zelo z velikim spoštovanjem in veseljem poslušam. Z velikim veseljem pa seveda prisluhneš tudi slovenskim glasbenikom. Kako vidiš ti kot glasbenica slovenski glasbeni trg, ponudbo nove glasbe, novih glasbenikov? V bistvu si velikrat rečem, koliko dobre glasbe imamo. Mogoče zato to zdaj toliko bolj dojemam, ker sem v otroških letih dojemala ravno nasprotno. Zdaj se mi je tako kot marsikomu mlajše generacije, da je tuja glasba boljša kot naša, da slovenska glasba po domače je pa bedna, a ne? Marsikdo si to misel in tudi jaz sem bila bolj pristaš tuje glasbe, zdaj pa lahko rečem, da imamo toliko kvalitetne glasbe v vseh zvrsteh, pa je to pop, pa je to rock, pa je to narodno zabavna, pa je to alter smer. To, ker res iz vrstnih izvajalcev in mi je žal, da je mogoče včasih občutek, da je premalo prostora, da bi se te glasbeniki lahko razvijali, da bi bili slišani, da bi jih mogoče tudi radi bolj pogosto vrteli, ali pa da bi bilo več nekih programov, kjer je izključno slovenska glasba, glih za to, da se tudi mlajšim generacijam oziroma nasploh Slovencem predstav, koliko muzike imamo, koliko glasbe je dejansko in včasih je treba samo malo se prepustiti ali pa raziskati in res lahko odkriješ tudi doma veliko kvalitete. Tebe vedno bolj odnaša o pop glasbo, kot smo slišali pri Nedelji, tudi o tale country stil, zato naj bi bil, pravijo, kriv tvoj partner Anže, tudi glasbenik. A je res on toliko kriv ali si ti dovolj radovedna, da pač preizkušaš meje in preverjaš, kje vse se še lahko najdeš? Zagotovo je bil Anže najbolj zaslužen za ta preboj tudi v country, ker ga prej nikoli sem niti poslušala, niti raziskovala. On je pa od začetka, odkar se poznava, res velik fan, velik navdušenec te glasbe. Tako da velikrat ob prostem času je bil on najin DJ, se pravi, je vrtel glasbo, kadar sva pač bila recimo prosta. In ja, mi jo je predstavil in mi je bila všeč in me navdušil. Tako da sva zdaj res najdla neko skupno nit, neko tako smernico, ki nam je obema blizu. Tako da upam in želim si, da bova še več ustvarjala v tej smeri. No, preden greva k vajnemu skupnemu ustvarjanju, menda pa si tudi ti njega okužila z očetovo in detkovo glasbo. Res je bil pa tudi on že prej, tudi narodno zabaven. Svet ga je zelo veselil in zanimal, ker je pa tudi njegov oče basist pri narodno zabavnem ansamblu. Tako da je imel tudi to glasbo že od otroštva res pri srcu. No, zdaj vidva skupaj ustvarjata, sta in tak odličen tandem, o katerem bomo, verjamem, da veliko še slišali o bodoče. Kako pa so videti ti vajni ustvarjalni trenutki? Včasih boljš, včasih slabš. Doskrat se zgodi tako, da imava precej različen način dela oziroma pristop do nečesa, tako da je pa mogoče boljš, da sva vsak posebej, da ne delava isto stvar hkrati. Recimo jaz zelo rada pol grem v kakšne detajle, pa kaj me hiter zmot. On pa sliši že korak naprej in reče, počak, nismo zdaj še tam in ga lahko to tudi zmot v nekem tem ustvarjalnem procesu. Tako da pol se moram malo večkrat v jeziku grizant, pa se reči, da počakaj, da bo to stvar šla malo naprej, da bo bolj dokončana, pa pol komentiram, tako da ne dam prehiter nekih svojih komentarjev in pomislekov. No. Drugače je pa res fajn, v bistvu uživava, ker počneva stvar, ki nam obema veliko pomen, ki naj oba razveseljuje. Tako da je super, da imava nek skupen hobi, ki ga lahko tudi ob prostem času polniva in realizirava. Če podatki na spletu držijo, 3 duete sta že skupaj ustvarila, zdaj pa tudi pripravljata nekaj novega za Melodije morja in sonca. Ja, v času karantene je Anže bil malo bolj ustvarjalen tudi avtorsko in je res napisal kar nekaj svojih pesmi, medtem tudi 2 krasna dueta In srce spet poleti in pa 1000 polnoči, obe baladi, pa tudi eno tako malo bolj poskočno igrivo, kaj pa zdaj. Ta je bila pa ravno o tem, da smo bili glasbeniki v nekem trenutku brez dela. Ja, za Melodije morja in sonca je pa tudi sodeloval pri aranžmaju, tako da res v bistvu ustvarjava, če se le da, kar dosti pomagava en drugmu, no. Tiste svoje močne točke ponudiva en drugmu in ustvarjamo skupaj. Verjetno ti je pomagal tudi pri prvih korakih, ne, ko si
osvajala bogat repertoar Jana Plestenjaka. Kar nekaj časa si že v spremljevalnem bendu Jana Plestenjaka in to je bila zate, kot sem prebrala, ena taka zelo pomembna prelomnica. Ja, v bistvu je bilo tako, da se pravi, jaz sem spoznala že tako, je bil basist pri Janu in sem šla večkrat na njihove koncerte in opazovala iz ozadja, iz backstagea. Nisem pa tudi pomislila nikoli, da bi jaz bila mogoče del benda. Mi je bilo pa to vedno tako všeč, vedno me je zanimalo, vedno sem si želela potihan, da bi pa mogoče vsem nek bend imela, da pa pri Janu Plestenjaku pa nisem tudi v sanjah pomislila. Pa je bilo pa tako, da so v neki fazi rabili back vokalistko, ker je imel Jan vedno več nekih duetov z žensko, z ženskim vokalom in sem bila večkrat priča, ko sta se po telefonu Anže pa Jan pogovarjala. Eno punco bomo rabili imeti, zato da pač lahko tudi te komade odpoje, da je tudi ženski back vokal. In jaz sem oddaleč na kavču to poslušala in mene je tako, kar rečejo, da te pete srbijo, so mene glasilke srbile in sem rekla, jaz bi tako šla na back vokale, tako bi pela duete. Pa sem nekaj časa, ker bila pri sebi, to jaz nisem ta prava, zato ker sem slišala, kaj vse si Jan želi tudi od back vokalistke. Sem rekla, dobro, to se z mano ne ujema, to ne bo šlo in sem nekako pustila to misel na stran. Potem pa kar naprej sta iskala in iskala, sem rekla, dobro, zdaj pa nič. Zdaj pa, če sama se za sebe ne postavim, se ne bo noben. In omenjam že to, rečem, ti, kaj pa če bi vsem jaz probala, a ne, pa je rekel, lej, lahko. Ampak sem tudi jaz izrazila željo, da se želim sama z Janom zmeniti, da ni to, da me nekdo porine nekam, ampak da se res sama za sebe zmenam. No in ga res pokličem in sva imela mal daljši pogovor, sva povedala vsak svoje pomisleke, dvome, tudi Jan je pač imel nekih, bom rekla, pa ne zadržkov, ampak nekega spoštovanja do primka, do vse moje zapuščine, ki jo sabo nosim in tako. Vse dvome mi je predstavil in sva se strinjala, sva rekla, dajmo preizkusiti, naredimo en koncert, probamo preizkusno obdobje, kakorkoli, v glavnem po prvem koncertu, po prvem nastopu je rekel, naša si, tako da mislim, da je zadovoljen tako on kot tudi jaz, res uživam, super mi je na teh koncertih, veliko se naučim tudi od njega, od vsega dogajanja, ki paše zraven s koncerti, tako da sem zelo vesela za ta preboj, no, ker me je res v bistvu, mogoče mi je odprl neka vrata na pop sceno, ki sem si jo vedno želela. No. Ko smo se pogovarjali z Janom, Jan vedno pravi, da je perfekcionist, da je kot šef pošten, ampak zna biti pa zelo zahteven. Kako pa je to v praksi? A to drži? A je rekel tako? No. Pa je dobro oceno, no. Tudi jaz bi ga videla kot, v prvi vrsti kot poštenega, kot šefa, ki ima stvari pošlihtane, če se lahko tako izrazim, se pravi, ima urejeno, nikoli nobenemu dolžen, vedno spoštljiv, vedno nekako tudi odnosi. Se mi zdi, da je dal nekaj na to, no, da so korektni. Je pa tako, kaj je rekel, seveda pač glasbenik njegovega kova, taka slavna oseba in vse, kar pač to sabo potegne, absolutno ima svoje zahteve in mislim, da so v večini kar upravičene in meni je všeč to, da nekdo ve, kaj hoče. In on to ve in tudi pove, tako da iz tega vidika ne dojemam to kot nekaj slabega, ampak bolj kot pozitivno, da imaš ti neke zahteve, ki so jasne tudi za tvoje sodelavce v narekovajih. Tako da kot šef mi je super. In verjamem, da bo kmalu spet priložnost za to, da skupaj stopite na oder. Jan si je sicer vzel nekaj ustvarjalne pauze, a je že kaj rekel, kdaj ga bomo lahko spet slišali? Je kar kmalu v bistvu, no. Ne vem, septembra še ne, sicer mislim, da je rekel po novem letu, no, da pripravlja potem novo koncertno turnejo. Kakšnih detajlov še nimam, niti ne bi mogla povedati, no, tako da bo pa zagotovo kakšna novost, kaj drugačnega. Tako da se veselim, da slišim tudi njegove ideje in vizijo za leto, ki nas čaka. Tudi mi se veselimo novih zgodb, kot seveda tudi glasbe, ki si jo zdaj le privoščimo v družbi Monike Avsenik. Še nekaj minut tegale ponedeljka nam je ostalo v družbi Monike Avsenik, glasbenice, fotografinje, ljubiteljice narave in tudi učiteljice. Kar nekaj takih različnih vlog imaš v življenju. Kako pa ti jih uspe vse skupaj prepletati, da pride vsaka na vrsto, ne? Da ni samo ena zdaj v ospredju? Moram priznati, da je včasih kar naporno. No, mogoče zdaj, ko se bliža konec šolskega leta, se res pozna, da se je nabral veliko enih obveznosti, ki še zraven pridejo, poleg tistih ur, ki jih imaš pač v šoli, v službi. Tako da ja, malenkost je zahtevno. No. Bom rekla, da je dan res prekratek, obveznosti je preveč, tako da pol se dostakrat moram narediti kakšen tedenski načrt, plan, urnik dela, zato da si porazdelim, pa da vem, kaj dejansko vse moram narediti, da mi čim manj stvari uide iz glave. Tako da ta organizacija se mi zdi res ključnega pomena, no, zato da lahko nekako čim bolj učinkovito upravljam vse, kar delam. Je pa ja, včasih bi si želela več časa za vaditi, za svoj pevski razvoj, potem po drugi strani vem, da rabam več časa tudi za šolo, za priprave raznih pripomočkov, ustvarjanje kakšnih novih dejavnosti in tako no. Tako da je
Je težko, ker si želiš, ker veš, da si sposoben več narediti, ampak dejansko ne uspeš. Tako da to je pa tista stvar, ki te preseb, bom rekla, malo tako žre, ker si absolutno želim dati maksimum v vsako stvar, ki se jo pač lotim. Je pa res, da vse ne gre. Tako da mogoče kakšna stvar manj v življenju ne bi bila nič narobe, zato da se lahko tudi tistim posvetim večprocentno. No, midve se bova zdajle še malce posvetili glasbi. Trenutno si na odrih z Gregorjem Ravnikom, lanskoletnim zmagovalcem Melodij Morja in Sonca. Si ga že vprašala za kakšen nasvet pred letošnjim festivalom? V bistvu ne, sem ga res vprašala malo, kako mu je bilo, kakšno izkušnjo je on doživel in je res rekel, da bi tako še enkrat, da mu je bilo super, zelo všeč. Je pa rekel, ja, da bo poslušal kakšno vajo, da mi potem mogoče kaj svetuje in tako. Nočem pa niti sama nekih teh ugodnosti, zato ker pač nekoga poznam. Res si želim s svojim delom, s svojim nastopom prepričati ljudi in ne vem, na nek tak, bom rekla, način po bližnicah pa po vinkih naokrog, no. Tako da čim bolj direktno pot sem si ubrala in upam, da bo pač poslušalcem pesem všeč, ki jo pripravljamo. Lahko pa izdam, da je balada, da bo počasna pesem, taka, ki je tudi še od mene niste slišali. In taka, ki paše v tople poletne večere. Ja, pa ne v bistvu, no. Sama sem bila vedno misli, da mora biti za festival Melodija Morja in Sonca neka poletna, neka morska tema in je res, da tokrat v bistvu to ne drži pri meni, ker je zelo taka splošna tema, je pa res življenjska in tudi na morju, tudi ob obali se dogajajo take zgodbe, tako da ni direktno morska, ampak lahko pa si jo tudi predstavljamo ob morju. Dobro, bomo počakali in seveda spremljali tudi letošnje Melodije Morja in Sonca, spremljali pa seveda tudi tvoje nastope z zasedbo Perpetuum Jazzile, kako pestro bo poletje z njimi? Poletje bo pestro, kar veliko koncertov nas čaka, tako na Hrvaškem, Avstriji in tudi v Sloveniji. Predvsem pa se nam polni decembrski koledar, se pravi mesec december, pripravljamo tudi praznični program, tako da mislim, da bo kar luštno, no, in kar pestro. Pestro poletje je pred tabo, sicer pa upam, da si boš vzela tudi kakšen trenutek zase in za svojo dušo v naravi, praviš, da napolniš svoje baterije. Kako blizu pa ti je narava, domača Gorenjska, ne nazadnje, si se prav iz Ljubljane tudi spet vrnila nazaj domov? Tako v bistvu, če bi izbirala mesto ali pa neka vas, neka pokrajina, bi absolutno bila bolj za to naravno okolje bolj. Enostavno zato, ker se mi toliko dogaja v življenju, da potem, kadar sem prosta, mi res paše tudi oddih od ljudi. Se pravi, da imam čim manj nekih srečevanj, čim manj mase, ker v mestu me lahko potem to še dodatno nekako kar mal bremeni in mi paše ta mirnost, ki mi jo narava vzbudi. Tako da zagotovo, ko se mečkam poležejo te obveznosti, se poiščem kje v naravi, ali v hribih, ali ob morju. Morje mi je zelo blizu, tako da upam, da bo čim več takih morskih pravih dni pred mano. Vzameš s seboj tudi fotoaparat? Odkar so te telefoni, vedno manj. Vedno manj, včasih sem ga res imela vedno pri sebi. Potem sem pa videla, koliko lažje je imeti samo en telefon v žepu, ker ga imaš skozi pri sebi, ali pa nositi fotoaparat s 3 objektivi in sem si rekla, nič, sam še za posebne priložnosti fotoaparat sabo vzamem, sicer imam pa kar telefon. Mimogrede si tudi teta, ne samo glasbenica, učiteljica in fotografinja. Tete smo tiste, ki nečake običajno razvajamo in crkljamo. Kakšna pa si ti kot teta? Pa v bistvu se tudi najdem v temu, je pa res, da trenutno zelo malo časa preživimo skupaj. Kadar pa smo skupaj, se pa res rada poigram z njimi, pocrklam in tako. Všeč mi je 2 od nečaknih sta res taki, da ima glasba pomen veliko, oziroma kar vse 3, no, ampak ta mlajša je še premečkana, da bi dejansko lahko kaj povedala, medtem ko najstarejšo pa to že zanima in se že malo menimo z mamico, da bi mogoče prišla kdaj malo pet k meni na mikrofon in tako. Tako da absolutno si želim na vse 3 nečakinje prenašati in glasbo in neke vrednote, ki jih pač nosim sabo. Ja, sem pa tudi stroga, no. Marsikdo misli, da sem samo prijazna, ampak lahko sem kar stroga in odločna in tudi trmasta, kar se tega tiče, kar se tiče vzgoje, imam neke pač svoje poglede in želim, da se tudi otroci potem tega držijo, tako da lahko malo tudi zaropotam, no, če je treba. Tako pri nečakinjah kot tudi v razredu. učenci. Ja, tudi v razredu. Ja. Je pa tako, no, da se tega res izogibam. Če se le da poskušam na drugačen način. Nasploh bom rekla, da nisem preveč glasna, no, tako. Niti v petju, niti v pogovorih sem dokaj taka mirna, se mi zdi, no, ampak pozdignem pa glas, če ga je treba.
Tako da takrat pa res vejo, da neki so ga res ušpičali. Ampak zaleže. No, morda še besedico ali dve o ženskah v glasbenem poslu. Zdaj nekateri pravijo, da je ženskam lažje, po drugi strani ne, pa kljub vsej enakosti in enakopravnosti še vedno ni čisto tako. Kako ti vidiš vlogo ženske pevke v glasbenem svetu? Mogoče se mi zdi, da je težje iz tega vidika, ker je v glavah ljudi, da mora biti ženska mlada, da pač ustvarja, da je karijera za njo dostopna samo takrat, ko nima še gubic, ko je še fit, ko je še postavna in vse možno. Bog ne daj, da ima že otroke, ker potem pomeni, da ni čist 100% predana glasbi. Pa se mi zdi, da to mogoče niti ni potrebno. No. Odvisno, kakšen tip ženske si, kakšno glasbo izvajaš. Če si želiš res nek ta komercialen pop in to verjetno res paše zraven še veliko nekih gibov, veliko koreografij, moraš biti pač tudi tako vizualno atraktiven. Tukaj pašejo seveda tudi obleke, kako odprto in zaprto se odločaš, da boš se pač predstavljal. Imaš pa tudi glasbenice, ki pa tega ne potrebujejo, ki niti nimajo takih želj po ne vem kakšni komerciali in masi in jim je dovolj že sam kvalitetna glasba. In mislim, da so tudi poslušalci najdejo tudi v takih zvrsteh, no, da ni izključno, da je dobro samo tisto, kar je masovno sprejeto. No. Tako da jaz se vidim mogoče zaenkrat bolj v tej smeri, da ne rabam ne vem, kaj zraven še početi, si res želim predvsem z glasbo prepričati. Da namesto tebe in v tvojem imenu govori glasba, zdaj zaenkrat te vidimo na odru kot pevko, kot pa ustvarjalko, si pa želiš tudi sama, ne, morda še bolj zajadrati v ta drugi del glasbenih vod, torej k samemu ustvarjanju. Kje se vidiš kot besedilopiska, kot skladateljica, aranžerka? V bistvu bi si želela biti še bolj ustvarjalna, se pa zavedam, da za to mogoče rabaš ali neko preizkušnjo v življenju, da te pač pahne čez nek tak, da si mal na robu, ker takrat si najbolj ustvarjala in takrat padeš v tisto neko izpoved. Je pa tako, da bi se rada preizkusila v obeh smerih, tako glasbeno kot tekstovno. Tudi sem že kaj poskušala napisati, je pa res, v bistvu sem že razmišljala, da je kar težko potem se razgaliti na tak način, sploh ko ljudem sporočiš, da je to nekaj avtobiografskega in ponavadi čisto vsaka zgodba mogoče tudi ni taka, s katero bi se želel širši javnosti predstaviti. No. Tako da sem opazila, da ni enostavno biti tako iskren in tako se razgaliti pred ljudmi. No. Zagotovo pa se mi zdi dodana vrednost, če pevc izvaja lastne pesmi, lastne zgodbe, ker vem, da je potem vse dokaj bolj doživeto to tudi iz strani publike občutiti. Je potem potrebnih še nekaj korakov do takrat, ko boš tudi ti kot sicer samozavestna, suverena pevka lahko rekla, zdaj pa takole, situacija je taka, tudi to sem jaz, ne, in prav vseeno mi je, kaj tako si drugi mislijo. To je tista mogoče najtežja stvar, vsaj pri meni vidim, no, da grem čez to. Ker toliko sem že slišala enih pregovorov, ne, da na koncu moraš res za sebe delati, za sebe ustvarjati. Je pa tako, da ta pač naš poklic, hočeš ali nočeš, je povezan tudi z drugo stranjo, se pravi tudi s poslušalci in ne moreš več izključno samo za sebe delati, ker rabiš tudi poslušalce. Želiš nekomu to predstaviti, a ne. Tako da sam sebi že lahko pesmi vrtiš, ampak to ni naš cilj. Tako da to, da se reči, spremite me tako, kot sem, če sem vam všeč, super, če pa ne, pa ne, a ne. To ugajanje lahko včasih kar zavirajoče, no, pri tem ustvarjalnem procesu. Ampak z voljo se vedno najde tudi pot. Prepričana sem, da jo boš tudi ti s svojimi koraki našla, tako kot vedno znova s svojimi pesmimi najdeš pot do poslušalk in poslušalcev. Monika, hvala lepa ti za tale klepet, za tele zgodbe, ki si jih delila z nami. Prijetno poletje želim, uspešno na melodijah morja in najlepša sonca. Hvala. In verjamem, da kmalu spet nasvidenje tu v našem studiu. Hvala lepa, lep pozdrav vsem, ki ste poslušali. Tudi vam želim in v studiu in poslušalkam, poslušalcem eno res čudovito poletje, čim več sončnih dni, čim več kopanja in pa tistega, kar vas polni in sprosti.